Pozdravljeni! No, danes sem se pa odločila, da bom posnela video o tem, kako naše telo sporoča pomanjkanje hranil in predvsem, kako se pozna vse skupaj na koži. Tako da, zdaj sem si umislila majčkeno tele tehnike, tako da tukaj zadaj bo predstavitev, zaradi tega, da bo bolj enostavno spremljati to, kar jaz razlagam, ker meni je popolnoma jasen, kako delujejo stvari, ampak dejansko pa včasih nekomu ni tako jasen, kot je meni in zaradi tega pač razlagam. Seveda bo posnetek na YouTubeu tudi, tako da bo lahko vsak pogledal za nazaj, kar je zelo pomemben. Zdaj pa za tiste mogoče, ki me ne poznate, Minka Gantar, avtorica telih dveh knjig, se pravi, Hormončki so pred 3 leti nastali in o tem bomo danes malo govorili. In tukaj je pa še knjiga, Ko ima življenje žur. Malo bomo pretkali eno in drugo, potem pa na koncu zaključili s pozitivnim mišljenjem. Tako da, dajmo zdaj pogledati, kako telo sporoča, kako koža sporoča pomanjkanje hranil. No in zdaj, če gledamo, lejte, koža ni samo ogledalo našega stanja od znotraj. Ker pogledajmo, včasih smo šli k zdravniku, kaj ti pogleda oči, jezik, kožo in v bistvu to je bil že pokazatelj našega stanja. Ampak dejstvo je, da naša koža izraža naše zdravje. In ko koža ni v redu, tudi kaže, da je nekaj ni v redu v telesu. No in zato sem se odločila, da bom danes začela s kožo, zaradi tega, ker je direktno povezana s črevesjem. Ker dejstvo je, da brez zdravega črevesja enostavno ne moramo funkcionirati oziroma se hranila ne vsrkavajo in potem stvari ne grejo tako, kot bi mogle. No, zdaj pa, če gremo naprej, lejte, tukaj imam misel na naravnanost je vse. Ta prva stvar, kako razmišljamo o sebi. Če se vsak dan pogledam v ogledalo, pa rečem, koliko sem grda, koliko sem stara, kakšne podočnjake imam, koliko se ni v redu, ja, naša koža nas sliši. Tako da za začetek je pametno, da začnemo razmišljati bolj pozitivno, tudi o svoji koži, pa o sebi, pa da namesto, da se kritiziramo, si povemo, kaj je lepega, kako smo dobri, kako imamo žareče oči, kako imamo lep nasmeh. Vse to vpliva, ker naše celice nas slišijo. No in zdaj, če pogledamo, da v bistvu je naše telo, kam sem pa jaz tole zdaj dala, čakajte, vam hočem, malo se bom danes še lovila s tole predstavitvijo, tole sem vam hotela pokazati. Če predvidevamo, da smo narejeni za 120 let, to pomeni, da smo pri 40 letih šele v puberteti. Pri 60 letih smo nekje v zrelih letih in potem, če gledamo tukaj naprej, 80, 70, 80, 60, šele srednja leta, 70, 80, zrela doba, od 105 let naprej pa smo šele v tej odrasli, malo starejši dobi. Tako da v glavnem, duši, obrnanje seveda, kaj je na televiziji. Danes bomo tako naredili, pa bom predstavitev na en način dala, v redu. Ker z moje strani se vidi sicer dober, bom že pogruntala to, kako bomo naredili na računalnik, bom dala očitno. V glavnem, kar hočem povedati, bom pa bolj slik se kazala, je prav. No in zdaj, če pogledamo naprej, lejte, naša koža dejansko sporoča, kaj je narobe z nami. Sporoča, kako v bistvu, kdor ima suho kožo, ima pomanjkanje B vitaminov, potem, kdor ima težave z luskavico, ima probleme v črevesju, kdor ima težave, recimo, izsušeno kožo, tukaj je zadaj kronična žalost. Dejansko ljudje, ki imajo kronično žalost, jih od znotraj posuši in morajo začeti delati več na radosti, na tem, da se več smejejo, da se več lepega dogaja. Dejansko, kdor je kronično žalosten, bo imel vedno težave s kožo, pa suho kožo in vemo, da ogromno žensk ima zelo, zelo suho kožo. In to je kronična žalost. Kaj pa, če bi za začetek začela malo vriskati, pa šla kam, pa enostavno si zapela kakšno stvar. Veste, če si kronično žalosten, ne moreš imeti lepo kožo. Kar pomislimo. Veste, prejšnji dan me je ta mala hčerka vprašala in rekla, odkot imamo mi take bolj sočne ustnice. Sem rekla sicer, da po mamini strani, ampak sem rekla, da itak se na ustnicah pozna tudi, kako razmišljamo. Nekdo, ki je ves čas jezen, hodi po svetu takole. Ne more imeti sočnih ustnic, ker iz njegovih ust ne gre nič lepega. In logično ima take ustnice. In s časoma
sploh okrog 50. leta, se točno vidi, kaj nosimo v svoji duši. Naše telo je samo zemljevid naše duše in nič drugega. In če nosiš radost v svoji duši, ja, imaš sveto pogled, imaš lepo kožo, si sijoč, nekaj sije okrog tebe. In to je tisto, kar je pomembno, da se zavedamo, da mi smo samo zemljevid. In tisto, kar ni v redu, pomeni, da nekaj je treba spremeniti pri nas. Ne? Zdaj pa pojmo na tole naprej. Jaz upam, da mi bo uspel. Ja, ta projekcija je očitno tudi tukaj zaštekala, bo kar ostali, jaz vam bom že vse razložila. Zdaj vam pa želim razložiti, kako deluje prav na obrazu zemljevid. Glejte, ta del, kdor ima težave s tem delom, mu kaže na slabše delovanje srca. Tukaj noter so pa jetra, ta del. In ko se začnejo tukaj pojavljati mozoli, oteklina, je potrebno poskrbeti za jetra. Potem, kdor ima težave tukaj z brado, da ima suho kožo, mozolje, ledvica, mehur, potem ta del črevesje, sploh za pubertetnike, če jih imate doma, dejansko se lahko pogledajo v ogledalo in se točno vidi, če je ta del prizadet, verjetno jejo preveč hrane, ki paca telo, oziroma hrana, ki ne vsebuje skoraj nič vlaknin. In zaradi tega se pač ne čisti naše telo. In ta del je, sploh recimo alkohol, kdor uživa pogosto alkohol, ima ta del utečen. In v bistvu to kaže na to, da je pač treba zmanjšati vnos alkohola. In druga stvar, mogoče imaš pa kandido, če je ta del otečen, zato ker če imaš kandida pri vrenju povzročajo pač kisline in te kisline pač, oziroma alkoholi vplivajo na to, da deluje na jetra in imaš ta del pač utečen. Potem recimo, kdor ima težave s podočnjaki, ledvica, nadledvična žleza, kronični stres, tukaj treba pač piti čaj iz zlate rozge, tudi na jetra ta del vpliva in tako da, oziroma kaže slabšo delovanje jeter. Potem, kdor ima tle gor te gube močno, spet je povezan s tem, v glavnem, da so jetra, ta del želodec, kdor ima tle noter tisto gubo po sredina, veste, takole noter, to je slabši želodec. Kaj bi mogel piti ali pa jesti za boljši želodec? Po vsakem obroku bi bilo potrebno popiti en kozarc limonade. Ja, tukaj za želodec, pa sicer kdor ima manjšo kislino, kakšen kozarček cvička ali pa kakšnega lahkega vina bi prav prišel, suha vina, da se razumemo, po obroku, zaradi tega, ker spodbuja delovanje želodca, tukaj na sredini. In še ena stvar kaže na jeziku, na slabše delovanje želodca je pa preklan jezik po sredini, se pravi ta zareza po sredini jezika, tudi kaže na to, da imaš slabše delovanje želodca. Tukaj gor, če imate težave, ta del, žolč, potlačena jeza, sploh ljudje, ki takole gor ves čas takole delajo, mislim, jaz teh gub nimam, ampak ne, so ljudje, ki govorijo, pa imajo tle gor ves čas te gube, kaže na jezo, potlačeno jezo in na slabše delovanje žolča. Kaj spodbudi delovanje žolča? Treba je več vlaknin v svojo prehrano, pač pri vsakem obroku je treba jesti nekaj od zelenjave, ker v nasprotnem primeru se žolčnik ne čisti. In predvsem treba je poskrbeti tudi za večjo količino čajev, ki so iz metal. Kako naj vam razložim? Se pravi, prva metla je regrat, druga metla zlata rozga, arman, pegasti badal, korda benedikta, tudi ognjič. V bistvu to so vse neke metelce, ki počistijo noter po črevesju in zaradi tega je potrebno pač jesti oziroma piti ta zelišča. In mogoče tudi pegasti badal, da spodbudi čiščenje jeter in žolča, ker prav v tem pomladanskem času je potrebno čiščenje. No, vem, da sem že večkrat govorila o tem, ampak zdaj nemamo več regrata, jajc. Prav kombinacija regrat in jajca skupaj delujejo na razstrupljanje žolča in jeter, medtem ko tisti, ki pa jejo preveč samo jajc, recimo velika noč bo vsak čas tu, in tisti pa povzročajo, da pač kisline ostajajo noter v ledvicah in v žolču in zaradi tega jih lahko zvije tudi želodec. Tako da v glavnem treba je več regrata, več, seveda, lejte, poglejmo te kombinacije, žolč čisti recimo hren, vse, kar je tega pekočega,
Zato te kombinacije, kot so stari ljudje vedeli o tem, da je treba kombinirati, so tako vse skupaj skombinirali in zaradi tega je nastala ta tradicionalna hrana. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo, kitajski pregovor pravi, da kar ne gre strupov preko črevesja in ledvic, pač na pomoč priskoči, veste kaj, prva stvar, koža. Se pravi, kdor ima težavo s kožo, kaže točno na to, da ima zapacano črevesje, pa ledvica ne delajo s polno paro. Naslednja stvar, če ne gre preko kože, priskočijo na pomoč pljuča in vse sluznice našega telesa in kitajski pregovor pravi, da kar pa ne gre preko pljuč in preko sluznic ven iz telesa, nas pa vodi na dolgi rok v smrt. Tako da dejansko je treba poskrbeti prej za svoje zdravje in pojmo zdaj mečke na prebavo. Zdaj, kdor ima slabo prebavo in to pomeni, da gre na veliko potrebo tako kot crnica, veste, kaj kakec sploh pove o vas. To pomeni, da ljudje, ki imajo zelo slabo prebavo, ampak zdaj pa jaz upam, da bom tole uspela vseeno urediti, ker vam bi vseeno rada pokazala na predstavitvi te slikce. Jaz imam računalnik, čakajte, imam na računalniku povezano na televizijo, pa tale povezava dela, kakor dela, ampak zdaj upam, da mi bo uspel tole spraviti. Uspel mi je, wow. Lej, tole sem vam hotela pokazati, tole sem vam hotela pokazati, kako v bistvu zdravo blato vemo, kako je. Ne? Tako da minimalno imaš pač zadnjično odprtino umazano. In druga stvar pa je, če gremo na WC kot srnca ali pa zajček, to pomeni, da v bistvu premalo pijemo, ker v debelem črevesju telo posrka vodo. In zaradi tega je nujno potrebno, da potegne ven tekočino. In kdor gre pač premalo ali pa ima trdo blato, mora več piti. Približno liter tekočine več na dan. To je prva zadeva. Problem pa je pri ljudeh, ki imajo enkrat zaprtje, drugič imajo drisko, pa se jim kar blato paca. No, kaj pa tukaj treba narediti? To pa kaže lahko, da imate zamaščena jetra. In če so zamaščena jetra, pač strupi ostajajo v jetrih in ta pacasto blato pride. V tem primeru več vlaknin. Kdor ima pa konstantne driske, je pa treba kar opaziti, ker dejstvo je, da je rak debelega črevesja v naši ljubi državi številka 1 in med raki. In kaj to pomeni? Da na čustveni ravni ljudje ne želimo spustiti, držimo vse v sebi, jeza. Druga stvar pa premalo vlaknin, absolutno premalo vlaknin. In še eno stvar vam bom pokazala, modrost vode. To je japonski znanstvenik Emoto, je delal prav posebne raziskave na vodi. In v glavnem voda, ki je izpostavljena besedi ljubezen ali pa hvaležnost, se naredi tak čudovit kristal in ta čudovit kristal je dejansko naša voda v nas sliši. No, tak zmazek pa nastane takrat, ko ljudje razmišljajo sovražno in ko razmišljajo sovražim te, vse slabo in ta naša voda nas sliši, to je tisto. Čakajte, bom zdaj sprobala tole preklop, če me bo zdaj ubogal. Boga, odlično. No in v glavnem, zdaj če gledamo, s tem, ko pozitivno razmišljamo, tudi ta voda, ki jo naše telo potem vsrka v naše telo, to je krasen kristal in dejansko spodbuja to, da smo mi dobri. In tisti, ki pa imajo težave zdaj samo vodo, da jo ne morejo toliko popiti, je pa pametno, da posegajo po raznih zeliščih. In zdaj tukaj gledam, to je zlata rozga, tukaj naprej jaz hodim po gobe drugač. Zlato rozgo jo lahko naberete sami od avgusta naprej, drugače dobite tudi v vseh zeliščnih trgovinah. Te izrazki na koži so ravno tako skladišča strupov, da se razumemo. Tako da v glavnem, da bi rekla prav, da jih tiste, ki že imate, da jih boste lahko odstranili, samo zelišči ne, ampak druga stvar, trpotec vam bi sigurno pomagal pri tem, tudi pelin pa žajbelj bi lahko pomagala, ker pomagata pri razstrupljanju, nikakor pa nam rekla, da bojo izrastki na koži izginili. Druga stvar pa je, kako jih prepreči, da ne nastajajo. To je pa pomembno razstrupljanje telesa. No in prav pri tem razstrupljanju telesu se želim govoriti o pelinu
in v žajblju, ker te dva vsebujeta živčni strup tujon in ta živčni strup, recimo ljudje, ki pijejo pelinkov, se jim skisajo možgani. Medtem ko, če pa vi pijete vsake toliko časa, recimo pelinov čaj ali pa žajbljev čaj, pa pomagate pri tem, da parazite iz črevesja spravite ven. Zaradi tega, ker ta tujon, ta živčni strup, omrtviči delovanje možganov teh parazitov in jih lažje spravite iz telesa. Samo pod pogojem. Zdaj pa gremo naprej. Kakšen pogoj je, da lahko spravite strupe iz telesa? Samo pod pogojem, da imate dovolj česna v svoji prehrani. Zdaj pa pomislimo, kolikrat pa jeste česna? Jeste vsak dan česen? Če ga ne, v tem primeru pač ostajajo strupi noter. In druga stvar, gledajte, šparglje imamo že, brokoli na dosegu roke. Brokoli, ko ga kuhate, dajte ga v slano vodo, zaradi tega, da škropivo poberete stran. Imamo pa zdaj šparglje, ki vemo, da vsebujejo žveplove spojine, ki pomagajo direktno pri razstrupljanju telesa. Tako da dajte čim večkrat šparglje zdaj jesti. Česen, kdor ga ne more svežega jesti, je pametno, da ga uporablja kot začimbo, ampak ga popečite. Zdaj, na kaj vse deluje česen? Ne samo, da je naravni antibiotik in deluje na to, da pač grejo strupi iz telesa ven, pomaga na to, da parazite uniči, pomaga na to, da vse glivice, vse tisto, kar ne spada v naše telo, dejansko počisti v našem telesu. Poleg tega pa vsebuje ogromno silicija. Silicij je pa mineral, ki pospešuje obnovo veznih tkiv. Zdaj pa obnova veznih tkiv ni samo lepa koža, tudi sklepi, deluje na obnovo sluznice, pomaga pri razstrupljanju in silicij, zdaj če gledamo in v česnu, in v špargljih, in v brokoliju, in v korenju, čebuli, povsod je tako kombinacija žvepla kot silicija in dejstvo je, da skupaj ta kombinacija deluje na to, da pospeši razstrupljanje v telesu. No, tako da v glavnem, kdor želi spraviti strupe pospešeno iz telesa ven, prav ta kombinacija in prav vlaknine so potrebne, ker zdaj pa zakaj nastaja toliko raka? Prav na debelem črevesju. Dobro, vsak ta drug Slovenc ima koga v želodcu, to je prva zadeva, ker pač ne prebaviš soseda, pa imaš pa ti sam raka, v redu. Druga stvar pa, manjka nam vlaknin. In ko nam manjka vlaknin v prehrani, dejansko strupi ostajajo v telesu in dejansko se ne morejo dobre bakterije razmnoževati. No, vlaknine, z drugimi besedami, se imenujejo prebiotiki. To ste sigurno že slišali, da potrebujemo probiotike in prebiotike. Probiotiki so vlaknine, se pravi, to lahko kamor dobimo s hrano in ni potrebno nobeno prehransko dopolnilo. Ampak, če pa pogledamo zdaj probiotiki, so pa potrebno, da so s ciljno dostavo do črevesja. In pač niso vsa prehranska dopolnila dobra, sploh tista, ki niso s ciljno dostavo do črevesja. No in ne vam povem, glejte, jaz vam pokažem tega, ki ga jaz uporabljam, to je Acidophilus plus, to je podjetje Neolife. Pri podjetju Neolife sem jaz zdaj že od 93. leta. To je že dolg časa, v glavnem. Od 93. leta in dejansko sem vse to sprobala na sebi. Probiotik s ciljno dostavo do črevesja deluje na to, da pridejo dobre bakterije res v črevesje in da začnejo opravljati svoje delo tam, kjer ga res morajo opraviti. Kje to dobite? Dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.com, oddate naročilo, vam ga pošljem. Za tega sem res 1000%, da je res dober in tudi, ne vem, v teh 25 letih, veste, koliko strank imam. Ljudem sem pomagala s tem, ljudje, ki imajo alergijo, rabijo probiotike, ljudje, ki imajo alergijo tudi na spomladanski ta prah, cvetni prah, ki je problem v črevesju, nikjer drugje, ker je koža odreagirala. Se pravi, smo spet tukaj, treba je dobro prehrano, čim več zelenjave in dodati probiotike. Seveda, čim več dajte tudi s hrano, dajte mogoče kefir, dajte sirotko uporabljati, dajte uporabljati pač te mlečno, fermentirane mlečne izdelke, ki so bili od nekdaj v slovenski prehrani. Glejte, danes je taka gonja proti oziroma proti mlečnim izdelkom, ampak dejstvo je, da kislo mleko je bilo od nekdaj v naši prehrani. Kislo mleko in recimo ajdovi žganci, pa lejte, to je najboljša zadeva, kar je možno tudi za razstrupljanje telesa, za obnovo telesa in dobite čisto vse,
od gradnikov do probiotičnih bakterij, do vlaknin, do vsega. Tako da stari ljudje so vedeli, kaj je treba kombinirati skupaj in bolj kot gremo na moderno prehrano, bolj si škodujemo. In zato je toliko pomembno, da pazimo pri prehrani, kaj pač nesemo v telo, ker to, kar nesemo v telo, naše telo potem ugradi v naše celice. Če sploh lahko ugradi, če se ne zaustavi že vse skupaj na bazi želodca in črevesja in sploh nikamor ne pride in smo v bistvu pri polnem krožniku celično lačni. In potem logično zdravje pa gre takole dol in sploh ne vemo, kje imamo problem. Kaj pa, če bi za začetek začeli skrbeti za želodec pa za črevesje? No, kdor ima probleme z želodcem in sploh vnetja želodčne sluznice, naj si pač kupi silicijev gel, to je kot prehransko dopolnilo, ne dobite ga pri meni, pa pri podjetju Neolife, pač ga dobite ga v lekarni. Druga stvar pa pač vse te zadeve je treba skuhati. In vemo, da kdor ima zelo hude težave z želodcem, mu tudi česen, čebula ne odgovarjata, ampak zelo dobro pa kuham brokoli, kuhani šparglji, v glavnem vse to, kar je tam križnice, ki so kuhane, ki delujejo na razstrupljanje telesa. Zdaj, kaj so križnice? Križnice, to je skupina živil, ki vsebuje precej žvepla in to je brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, vse, kar je v bistvu ki smrdi na način, ko jih kuhamo in kdor ima težave z želodcem, pač mora to skuhati in deluje dobro na obnovo želodca. To, kdor ima bakterije v želodcu, dokazano pomaga brokoli, približno ena skodelica brokolija na dan. Lahko si pa dobite tudi prehransko dopolnilo, no tukaj pri podjetju Neolife imam prehransko dopolnilo Cruciferus Plus. To je pa v bistvu prehransko dopolnilo, ki ima noter kombinacijo teh križnic za ljudi, ki pač ne morejo take količine tega zelja, repe in tako naprej pojesti. No, zdaj pa gremo mečkaj naprej. Od vlaknin sem vam povedala na česen, zdaj pa gremo na brinove jagode. Oj, meni ste tale miza očitno malo ruka. Brinove jagode, vem, da tega ne vidite prebrati, ampak vam želim jaz povedati. Brinove jagode vsebujejo ogromno silicija. In star recept, ki sem ga dobila v knjigi, ki je več kot 100 let stara, za težave z želodcem pravi, da prvi dan, glejte, to je ista nove knjige, ko ima življenje žur, vam želim prebrati, v glavnem pravi na ta način. Kdor ima slab želodec, naj brinove jagode, piše te bodike, zdaj moram seveda to najdete, da vam bom lahko prebrala. Kdor ima slab želodec, si s temi bodikami pomaga takole. To je na strani 143 v knjigi, ko ima življenje žur. V glavnem, jej prvi dan 4 brinovice, naslednji dan 5, tretji dan 6, tako vsaki dan po eno več do 12. dne, 12. dan jih smeš 15, potem vsak dan po eno manj. Kaj delaš s tem? Grizeš jih. Enostavno jih pogrizeš, če imate te, ki so kot začimbe, dajte jih na moč, zaradi tega, ker drugače boste zobe polomili, ampak tista voda, ker pač brinove jagode niso škropljene, tudi popijte, ker je silicij topen v vodi in zaradi tega bojo pač strupi lažje šli iz telesa potem. In brinove jagode so prav za obnovo želodčne sluznice in pomagajo pri odvajanju blata iz telesa, poleg tega pa delujejo na čiščenje žolča in jeter. No, zdaj pa pojmo mečkaj naprej na hrano, ki pa paca naše telo. Sploh kdor ima kandido. Kako preverite, ali imate kandido? Vzamete kozarec vode in v kozarec vode pljunete slino, zjutraj, ko vstanete. In če se ta slina potopi, če nastanejo take hobotnice dol, v tem primeru imate pač zakisano telo in je potrebno pač razkisati telo. Zdaj pa prva stvar, kje začnemo pri razkisanju telesa? Hrana, ki paca naše črevesje, vse, kar je belo, odpade, prav odpade. Tako da to pomeni, da nič belega, nobenih potic, krompirja, sladkih sokov, med, vse te zadeve povzročajo kisline v telesu. Druga zadeva pa je, če jemo pa v kombinaciji tako hrano, ki paca naše telo, v kombinaciji s hrano, ki ne paca telo, se pravi, da jemo brokoli in zraven jemo krompir, se dejansko kisline izničijo. Ali pa kislo zelje, lahko tudi jemo meso, pa ravno tako
se kisline izničijo. Zelo dobra hrana pri razkisanju telesa so gobe, zaradi tega, ker gobe delujejo na to, da grejo kisline hitrejši iz telesa, ker vsebujejo čisto vse, kar potrebujemo za razstrupljanje in tudi za delovanje tako ščitnice kot ostalih hormonov. Mandlje, orehe treba namakati, nikakor ne svežih oziroma posušenih, zato ker imajo kislino, imenuje se, mi je ušla ta kislina, v glavnem ena kislina, ki zaščiti pred kalenjem in v glavnem zato je potrebno par ur prej namočiti oreščke. Predvsem pa gledajte, če imate zakisano telo, pri vsakem obroku mora biti nekaj od zelenjave, da na ta način pač razstrupljate telo. No, zdaj pa, če gremo mehko naprej, se pravi, s tem bomo zdaj uredili tako črevesje, želodec kot črevesje. Rekli smo, probiotične bakterije so osnova, da začne sploh normalno delovati telo, oziroma samo črevesje, ker to je ciljno dostavo na črevesje in ne deluje na nič drugega kot na črevesje. Še en podatek, ki je zame zanimiv. Več kot 70% celic imunskega sistema se nahaja v črevesju. In ker se nahaja toliko celic imunskega sistema v črevesju, pomeni, da točno črevesje vpliva o tem, koliko smo zdravi. No, druga stvar pa, če se hranilne snovi ne vsrkajo iz črevesja, kaj se zgodi? Mi smo na celični bazi lačni. Ne pridejo hranilne snovi do celic, možgani ostajajo podhranjeni, strupi ostajajo v celici, pomeni tole je zapacana celica, in ko telo začne samo sebe zastrupljati, pripeljemo sebe pač do bolezni. In tukaj ni nobena strašna znanost, to je nekaj, kar je treba pač poskrbeti prej, ker ko vidimo, da imamo težave, telo ves čas sporoča. Telo sporoča, da imamo težave že s tem, da imamo vnete ustne kotičke, da imamo spokane nohte, da imamo krhke lase. Ves čas sporoča, da se nam megli vid. Kaj sporoča s tem? Da nam manjka dobrih maščob in antioksidantov. No, zdaj pa pojmo mečke naprej na dobre maščobe. Dobre maščobe omega-3. Danes sem res prepričana v to, da omega-3 je potrebno imeti kot prehransko dopolnilo. Da kdor sebe tolaži, da dobi dovolj omega-3 samo s hrano, močno dvomim, pač dvomim. Pomembne je pa več omega-3, se pravi ne samo ena maščobna kislina, ampak 8 različnih članov je te družine. In te različni člani družine omega-3, en je zadolžen za to, da celična membrana odpre, gremo nazaj, vam želim tole, se pravi, mehča celično membrano in vhod v celico, se pravi, postane potem celična membrana bolj prepustna, se pravi, tukaj je tudi omega-3 rastlinskega izvora, kar se tiče recimo laneno olje, konopljino olje, nenazadnje bučno olje, pa olivno olje, vse to mehča našo celico, pa žitna olja, olje iz pšeničnih kalčkov. No, druga stvar pa potem pa ribja olja, omega-3 dobre maščobe, te pa delujejo proti tihim vnetjem na celični bazi. In tukaj pa ne bo šlo samo s konopljenim ali pa recimo bučnim oljem. Mi potrebujemo dejansko hladno stiskana olja iz rib ali iz rakcev, ki delujejo na to, da obnavljajo sluznico. Glejte, mi imamo, a smo prej rekli, kdor ima težavo s sluznico, oziroma kdor nazadnje priskoči na pomoč sluznica in če ne gre preko sluznice iz telesa, nas vodi na dolgi rok v smrt. In to pomeni, da mi potrebujemo nekaj, kar zakrpa sluznico in to je omega-3 maščobna kislina. No in to res priporočam kot prehransko dopolnilo. Omega-3 plus podjetja Neolife, jaz to uporabljam že leta in deluje na to, da nahrani celično membrano, deluje pa tudi proti vnetjem. In veste, kaj to pomeni? Noben sklep me ne boli, nobenih uteklin, nobene artroze, ne zbujam se zjutraj trda, a veste tisto, ker nekateri se zjutraj zbudijo tako trdi, da komaj ostajajo. Je pač po domač povedan, malo je treba podmazati tele celice pa tele sklepe, da deluje. In to je omega-3. In še ena stvar, omega-3 je ključna pri tem, da stopi maščobo na trebuhu. Ker maščoba na trebuhu sploh ni toliko problematična, ta zunanja. Problem je notranja maščoba, ker vi imate obloženo črevesje, ledvica, jetra, vsi organi so obloženi z maščobo. In če imate organe obložene z maščobo,
na dolgi rok, notranja maščoba, notranja tolšča povzroča dobesedno vnetja na celični bazi in povzroča, da na dolgi rok, zdaj to nisem jaz pogruntala, to je iz knjige Požgani možgani, tudi v tej knjigi, ko ima življenje žur, o tem pišem, dejansko je dokazan, da kdor ima več te notranje maščobe, manj ima dobrih maščob v možganih in bolj je dobesedno naumen. Tako da potrebno je poskrbeti za to maščobo, da se stopi in dejansko klin se s klinom zbija, tukaj imamo dober vir omega-3 maščobne kisline. Ja, mogoče pomislite, delaš reklamo za sebe. A veste, zakaj sem s ponosom pri podjetju Neolife že toliko let? Zaradi tega, ker v vseh teh letih nisem najdla nič boljšega. Vmes so bile težave z odnosi in iskreno iskala sem podjetje, ki je boljše in pod prvo, kaj bi jaz za sebe uporabljala, pa za mojo družino in nisem najdla nič. In zato sem še zmerom tukaj, izdelki so vrhunski in res sem prepričana v to, da ko ti nahraniš celično membrano, se to pač pozna tudi na koži, ker celična membrana, 75% naše kože, naših celic je sestavljeno iz maščobe. In mi, če želimo imeti lepo kožo, moramo nahraniti celice in to je prva zadeva, membrano je treba poskrbeti, da je prožna. No, zdaj pa naslednja stvar, kaj moramo še narediti. Treba pa poskrbeti, da bomo zmanjšali oksidacijo. Računalnik seva, telefoni sevajo, Wi-Fi seva, vse seva okrog nas. Sevanja imamo danes ogromno, da ne govorimo o stresu. Že sama presnova povzroča pač oksidacijo v našem telesu. Voda, klorirana voda, herbicidi. Ja, če samo o tem razmišljaš, si rečeš, joj, se ni več varen živeti. Pač živimo v tem času, kaj zdaj čemo. Ampak druga stvar, moramo pa razumeti, kaj delajo prosti radikali v našem telesu. Prosti radikali, da si boste lažje predstavljali, to je tako, kot neka vojna zvezd na ta način deluje. In so prosti radikali, napadajo celično membrano in prosti radikali, to je podivjan elektron, ki dela škodo na celični membrani. Jaz upam, da sem razložila dovolj po domače. In zdaj, kaj to pomeni, da je treba narediti? Treba je narediti, da te elektrone zaustavimo. S čim jih zaustavimo? To so pa antioksidanti. Antioksidanti, to so zaščitne snovi, ki delujejo na to, da dobesedno obnovijo našo celično membrano. Antioksidanti pomeni, da so, jaz vem, da vidite vi obrnen, ampak se opravičujem, za drugič bom dala samo slikce, pa bom jaz potem govorila. V glavnem, antioksidanti, vsa rdeča, oranžna, zelena barvila delujejo na to, da zaščitijo naše celice in najbolj pomemben antioksidant je C-vitamin. C-vitamin nadzoruje več kot 50.000 presnovnih procesov in če mi želimo, da dobro deluje naše telo, da je zaščiteno, pač potrebujemo antioksidante. Vem, da lahko najdete o antioksidantih ogromno napisanega, jaz uporabljam C-vitamin podjetja Neolife. V glavnem, zakaj tega? Ker je s ciljno dostavo, to je prva zadeva, in ker je s postopnim izločanjem. Vemo, da danes dobimo liposomski C-vitamin, pa še kakšen C-vitamin. V glavnem, liposomski C-vitamin pa deluje na, zdaj bom pa šla nazaj, ker vam želim razložiti, kako deluje liposom. Lejte, tukaj nazaj grem, zato ker vam želim razložiti. Lejte, tukaj vidite, lipidi in steroli mehčajo celično membrano in delujejo na to, da postane celica prepustna. Liposom je pa v glavnem v maščobo zapakirana zadeva in jo celica prepozna kot prepoznavno, odprejo se celična vrata in enostavno gre direktno v celico. Ampak pozabljamo pa na to, da celica ima svojo modrost in da mogoče liposomski C-vitamin preveč za celico in pride kot trojanski konj noter v celico in lahko naredi, če pa preveč C-vitamina, pa spet ni v redu. Mi moramo spoštovati vse zakonitosti telesa, ker telo je modro in to moramo razumeti, da deluje po določenih zakonitostih. No, zdaj, če se vrnem nazaj na antioksidante, v glavnem antioksidanti preprečujejo propadanje in preprečujejo tudi oksidacijo maščob. Se pravi, da koža ostaja lepša, da ne nastajajo lise, da v glavnem, da se uredi sama celica. No in zdaj naprej, kaj jaz uporabljam aloe vero gel, pa E-vitamin skupaj mešam.
In predvsem takrat, ko so pa težave, no zdaj pa grem na mojo hčerko. Moja hčerka mi je rekla, mami, jaz imam tukaj le težave in ona je imela reakcijo na cepivo hepatitis B. Pri 6 letih bilo je hudo, res hudo, tako da dejansko visela je na nitki, kot zombi je bila na kavču. In zdaj te strupi očitno še niso šli povsem iz telesa, ampak pač delamo na tem, da bojo šli počas. Poslužujem se samo alternative, tako da absolutno uradno medicino sem pač tukaj dala stran, ker dejstvo je, da uradna medicina bi jo dala na kemoterapijo. Tako da jaz kot mama pač na to nisem mogla pristati. Zdaj pa ena stvar, kar pa čisti jetra, kar čisti kožo. No in ona pravi, mami, tukaj imam s kožo težave, jetra smo prej rekli. Kaj sem ji glih včeraj rekla, kaj mora vzeti? Betagard. Betagard je pa kombinacija vsega pomal. Ima noter vitamin C, vitamin E, karotenoid, selen, B vitamine, krom, jod, cink. Dejansko točno kombinacija, ki deluje, da strupi grejo pospešeno ven iz telesa in tudi ljudje, ki imajo prizadeta jetra, ki imajo cirozo jeter, ki imajo kandido. Dejansko Betagard je kombinacija vitaminov, ki dejansko pobere vse strupe iz telesa ven in deluje na to, da se začne pač stanje telesa izboljševati, ker jetra točno vplivajo o tem, kako se počutimo. Kdor ima zapacana jetra, bo crknen ves čas, brez energije. No, tako da Betagard ravno tako lahko naročite na moji spletni strani srečnoživljenje.com. In zdaj pa še ena stvar, kar sem rekla, da mali hčerki, da nujno rabi, je pa kalcij. Zakaj pa kalcij? Kalcij v kombinaciji z magnezijem, pa D3 vitaminom, je ta ključna zadeva za lepo kožo. Ker kalcij deluje na to, da poveže nase kisline in jih spremeni v soli in jih dobesedno polulamo in grejo preko vodnega dela iz telesa ven. Se pravi, zraven še kakšen dober čaj in se počisti po našem telesu in je to. Tako da, kalcija mora biti v razmerju s magnezijem 2-krat več, se pravi 1000 mg recimo kalcija, 500 mg magnezija, zraven D3 vitamin spet deluje na lepo kožo in tudi znaki pomanjkanja D3 vitamina so težave s kožo, luskasta koža, avtoimune bolezni, težave po celem telesu, težave s sklepi, s hrbtenico, zjutraj se zbudiš utrujen, brez energije in tako naprej. Tako da v glavnem kalcij, magnezij, D3 vitamin so pa te zadnje zadeve, ki so ključne pri tem, da pospešimo razstrupljanje. In je to. In vam povem, prav pri teh težavah s kožo, glejte, sem imela v svojem življenju, v teh 25 letih, kar se ukvarjam s podjetjem Neolife, toliko primerov. Recimo, mlado dekle, aknasta koža po celem obrazu, šla je k zdravniku, dobila je hormonske tablete in dejansko priporočilo, da naslednjih nekaj let ne sme zanositi. Kaj sem ji jaz dala sploh? Točno to kombinacijo. Probiotike, pa omega, pa C vitamin, pa kalcij, pa magnezij, pa Betagard. In a veste, kakšen rezultat je bil? Da dejansko preko 3 tednih so se ji nehali delati mozoli in popolnoma lepa koža. Samo še kakšna lisa je ostala od tega mozolja in to je bilo tudi vse. Ali pa mlado dekle, od 8. leta naprej, težave po hrbtu, gnojni mozoli. Točno ta kombinacija, stvari so se uredile. Tako da zdaj mogoče razmišljate, koliko vsega je tukaj. Glejte, mogoče je ena taka preprosta rešitev, če vzamete, jaz bom tukaj probala tole dati nazaj in upam, da ostane tukaj, Provitality Plus. Dejansko vidite, da kar precejkrat omenjam komplet za hujšanje, ker je shake pa Provitality Plus, ampak imate noter točno vse to, kar sem vam razlagala, samo probiotikov nimate, samo probiotike vzamete in potem imate čisto se pokriti. Tako da, in ko imamo pa mi naše, še to o kompletu za hujšanje, dobite ga ravno tako na srečnoživljenje.com. Lejte, vprašajte, če vas zanima, karkoli vam bom pomagala do vašega zdravja, ker znanja se mi nekaj nabral na koncev. Drugače pa mogoče, lejte, če iščete rešitev za sebe, tukaj v ta prvi knjigi, ko imajo hormoni žur, sem v vijoličnem poglavju napisala zemljevid, lejte, kaj vam manjka? Imate menstrualne težave, kaj vam manjka? Imate težave s pljuči, kaj vam manjka? Samo preberete, prav razpredelnica je,
Kaj točno morate, lejte, tukaj se je zdaj pokazalo, popuščanje libida, pomanjkanje E-vitamina. Naprej sem dala na svet, zamenjajte partnerja, šalim se, mogoče rabite nekaj več akcije v življenju, kaj jaz vem. V glavnem, v vsakem primeru, dejstvo je, da je treba najprej nahraniti telo, da lahko potem normalno deluje. No in zdravi smo seveda toliko, kot so zdrave naše celice in moramo razumeti, da naše telo je sestavljeno iz celic in če si boste zraven svojim celicam dali ukaz, da naj začnejo boljš delovati, ne? Da če boste zjutraj vstali pa odrekli, koliko sem pa je star ali pa star, ja, celice nas obogajo in nas slišijo in vse, kar rečemo, če rečemo to, da smo zmerom bolj stari, celice rečejo, hoče biti star. V redu. Če pa mi rečemo, vdihavam življenje, skozi mene teče zdravilna božanska svetloba, pomlajujem se, celice nas obogajo. Tako da to je to, kar mi ukazujemo svojim celicam. In zdaj, če gledamo, vsak izmed nas si želi biti zdrav, zadovoljen, vitalen. Ja, ampak mogoče se začne z drobnimi koraki, da nekaj naredimo v tej smeri. Tako da, kaj si ljudje želimo? Ja, srečo, zdravje, blagostanje, druženje, zadovoljstvo. In v glavnem, če gledamo, kaj je najbolj pomembno v našem življenju, ta prvo je zdravje. Tako da poskrbite zase z dobrim počutjem za začetek, pa z nekaj dobrega, da kar s krožnikom odločate, kam gre vaša energija. Druga stvar pa, kam gre vaša energija, pozornost vaših misli. In zdaj le za konec samo eno sporočilo za vas, če potegnem iz telih kart, prehod v novo dobo. No, tole so pa... za moje pojme odlično darilo za ljudi, ki želijo bolj pozitivno razmišljati. Nekaj kart je ven padlo, ampak bom tole potegnila. Slišim, zaupam, sledim nad angel Gabrijem. To je angel glasnik in zaupati v to, da vsaka stvar je točno takrat prav. In tudi, ko se pojavi bolezen, je mogoče opozorilo, da smo na napačni poti. Tako da mogoče je pametno kdaj poslušati kakšno sporočilo svojega telesa. In zdaj, če še eno sporočilo potegnem, kaj smo pa še? In dejstvo je spet, tema, kaj se skriva v nezavednih temnih delih mene, prosim za zavedanje. Bolezen nam kaže na to, da je treba nekaj spremeniti, da je treba nekaj drugače in ko včasih kakšen rabi izkušnjo raka, da se lahko ustavi. Pač tisti, ki ne rabimo te izkušnje, se mogoče meham prej ustavimo, pa mečkam prej rečemo, postavljam sebe na prvo mesto, svet lahko počaka. In začnite delati na ta način, boste videli, kako se bo življenje naenkrat izboljšalo. Tako da želim vam lep dan, uživajte in posnetek bo tudi na YouTube, tako da boste lahko pogledali, predvsem pa imejte sebe radi, ker če sebe nimate radi, kdo vas bo imel rad. Lep dan!